v avli galerije občine Radovljica odpirate razstavo ob 60-letnici Ljudske univerze z zelo zanimivim naslovom Mozaik generacij. Se mi zdi, da ta naslov kar nekako odraža naše trenutno delo, ker delamo res z veliko različnimi generacijami. Najbolj pa bi rekla, da podpiramo mlade, ki niso dokončali šole, se pravi jim nekako pomagamo dokončati šolo in jih spraviti do dela in do poklica. In pa seveda zaradi demografskih dejavnikov prebivalstvo se, kot vsi vemo, stara, je pa druga največja ciljna skupina so starejši, pa zadnja leta tudi starejši zaposleni, zaradi tudi podaljševanja delovne dobe. Kateri so najpomembnejši mejniki v teh 60 letih? Tudi same lokacije sedeža Ljudske univerze so se menjale skozi leta. Ja, vse skupaj se je začelo uradno 30. oktobra leta 1959, ampak že leto prej, temu bi danes rekli pilotni projekt, je pa bil odprt Center za izobraževanje odraslih Radovljica. No in v tistem času se je imenovala Delavska univerza, ker so se največ izobraževali delavci iz podjetij brez končane osnovne šole, poklicne srednje šole, opravljali so pa tudi delovodske pa mojstrske izpite. Potem pa ves čas je bilo pa tudi zelo veliko neformalnega izobraževanja, seveda že takrat tuji jeziki, v tistem času tudi še veliko političnih, družbenih predavanj in tako naprej. Potem pa se je delo na Ljudski univerzi prilagajalo vsakemu obdobju posebej. Se pravi, vedno se odziva, izobraževanje odraslih se vedno odziva na trenutne potrebe ljudi. Tako da saj pravim, danes je to vse zelo drugače, formalnega izobraževanja je zelo malo, večina stvari poteka na neformalen način, se pravi brez ocen, brez pridobitve formalne izobrazbe, a je pa ogromno neformalnih programov. Od programov za zdravje, tujih jezikov, vadbe za hrbtenico, kot vidite tudi veliko ustvarjalnih tečajev, kot so tečaji mozaika. Nekako se mi zdi, da ljudje najbolj iščejo to sprostitev v teh stvareh, da osebnostno rastejo, da se razvijajo, da nekako lažje preživijo vsak dan in pa tudi delovnik. Kdaj ste vi pravzaprav začeli z različnimi izobraževanji, z različnimi tečaji? Menim, da to ni potekalo vsa leta. Ja, jaz lahko govorim za zadnjih 10 do 20 let, tako da bi rekla, da je bila kar velika sprememba z vstopom v Evropsko unijo, ko je država začela namenjati sredstva za določene ciljne skupine. In tako smo začeli delati z mladimi osipniki, se njim posvečamo zdaj že skoraj 20 let in pa tudi v druge ciljne skupine, se pravi starejše, pa v starejše zaposlene. Precej evropskih sredstev se namenja za te ciljne skupine, ravno zaradi dejavnikov, ki sem jih omenila že prej. In koliko občanov občine Radovljica obiskuje ta izobraževanja na Ljudski univerzi Radovljica in kolikokrat na teden to organizirate? To je zelo različno, večinoma so pa programi dolgi tam 30 do 50 ur, to pomeni, da če je to enkrat na teden, traja ponavadi to 2 do 3, tudi 4 mesece in takih rednih oblik, v take redne oblike se vključuje kar okrog 4000 ljudi letno. Če pa štejemo še vsa enkratna predavanja in delavnice, je pa to krat 2. No, pri vas imate verjetno različne skrivne talente, kot se vidi tudi na tej razstavi, če pogledava samo te mize in mozaike na njih. Ja, se mi zdi, da res ljudje najdejo pri nas tisto, kar potrebujejo, ker mogoče gre za to, da so nekako prej v življenju samo delali v službi in potem se nekako najde čas, da pa lahko počneš tiste stvari, ki si jih vedno želel početi. In da to ni povezano z neko prisilo ali službeno ali zaradi spričevala, in to je res ta, bi rekla, sprostitev in nekaj, kar človek sam iz notranje motivacije naredi. Delavska univerza je bila 40 let v graščini, v radovljiški graščini.
No, zdaj trenutno pa delujemo na 4 lokacijah, se pravi, sedež je na Kranjski cesti 4, sicer pa z mladino delamo v bivši stavbi AMD v Radovljici, del medgeneracijskega centra poteka tudi na Bledu, od leta 2015 pa upravljamo tudi čebelarski razvojno-izobraževalni center Lesce, tako da je precej dejavnosti tudi na tej lokaciji. In koliko časa bo ta razstava na ogled v galeriji Javle občine Radovljica? Razstava se odpira danes, lahko pa si jo ogledate še skoraj mesec dni. In ob 60-letnici se pospodobi osrednja prireditev, ki pa bo kje in kdaj? Za 60 let pripravljamo rojstnodnevno zabavo za Ljudsko univerzo Radovljica, in sicer 14. septembra v soboto. Od 14. ure naprej se lahko vključite v razne delavnice, tako da tudi lahko spoznate naše delo. Od 4. naprej ste vabljeni na golaž, ob 5. pa sledi osrednji dogodek in rojstnodnevna torta, tako da vabljeni.